oddaji podcasta BIM Pogovori, v kateri se z gosti sproščeno pogovarjamo o informacijskem modeliranju zgradb in informacijsko-komunikacijskih tehnologijah v gradbeništvu. Z vami sva Robert in Matevž. Pozdrav, Robi. Pozdrav, Matevž. No, zadnjič sva govorila o Adriatic BIM Academy konferenci. Tokrat bova nekako povzela v bistvu kar dve, ker ste se v bistvu nekako sorodni oziroma ste se izvajali sočasno. Boš ti bolj točno povedal, v kakšnem razmerju ste si. Ena je Build Academy in pa Build konferenca. Oboje je bilo v Ljubljani v tednu od 9. do 13. 10. 2018. Ja, no najprej ne povem, da smo spet brez gosta. Ja, to smo mislim, da že ugotovili. Ja, glede na to, da nam nihče ne piše, potem predvidevamo, da se vam všeč takšne oddaje. In si ne morete pomagati. Da je min, ne? Ja, no, prejšnji teden je bil nabit z dogodki, katerih sem se udeležil. V bistvu sem praktično cel teden bil odsoten po teh dogodkih. Vse skupaj se je začel že v sredo z dogodkom Build Academy, ki smo ga letos gostili na FGG. Prvotno je bil sicer mišljen na fakulteti za arhitekturo, pa je bil potem zaradi nekih okoliščin predstavljen k nam. In jaz moram priznati, da nisem vedel, kaj naj pričakujem. Jaz osebno te konference nisem poznal, je pa bil ta Build Academy organiziran v okviru konference Build, ki je pa potem potekala od četrtka do sobote na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Ampak ne vas to ne zmede, kljub temu, da je bila v Ljubljani, je to v bistvu svetovna konferenca. To samo lokacijo spremenijo vsako leto. Ja, no in to je cikl enih konferenc, to je bila ena konferenca iz cikla Build Europe in letos se pač odločil za Ljubljano. Bom potem kasneje povedal, zakaj, pa kako, pa kakva je zgodovina te konference. Bi se pa najprej vstavil pri Build Academy. Zdaj, to je bilo mišljeno, da bojo predavatelji, ki bojo potem sodelovali tudi na konferenci oziroma dogodku Build, da bojo nekaj podobnega pripravili tudi za študente. No? In zdaj bom povedal bistveno razliko. Za Build Academy, na katerega so se lahko prijavili samo študenti, je bilo treba plačati kotizacijo v vrednosti 20 €. Konferenca Build je imela pa ceno 1770 €. Tako malo čisto mačkan razlike. Malo. Ampak čeprav moram reči, da jaz nisem, mislim to, ko sem pač vedel za to, ni bila tist, se mi zdi poanta, zdaj me boš ti popravil, ker si bil na Build Academy. Jaz sem si to predstavil bolj kot workshop, v bistvu del Build konference, ne? Ja, veš, da sem si jaz isto predstavljal, ampak sem potem na konferenci videl, da so imeli vsakič 2 tracka, ki sta bila v bistvu tak workshop. Tako da je bila tista konferenca zelo podobna temu, pa delale so se podobne stvari, ampak na malo višjem nivoju. No. No, in zdaj, kaj je ta Build Academy? To je v bistvu konferenca za študente, ki je bila zastavljena na tak način, da so se študenti prijavili. Morajo se prijaviti v skupine in potem je vsaka izmed teh skupin nekaj počela. No, in kar je bilo meni zanimivo, je, da je bilo že vnaprej določen, kaj bojo, kako se to pravi, Key Learning Objective. Ja, kakšni so cilji tega, ja. Kakšni so cilji tega? No, potekale v angleščini, ker so bili vsi predavatelji tujci. In vmes so imeli pa pač te govornike, ki so predstavili vsak svojo temo, no, in jaz moram reči, da so mi bili vsi trije na Build Academy zelo všeč. En je bil Nathan Hildebrand, ki je govoril o OpenBeamu, uvodu v OpenBeam, pa zakaj OpenBeam, pa tak naprej. To je en gospod iz Avstralije, zelo dobro zna predstavljati, zelo dobro zna skriti tudi slabosti, ampak pravi evangelist OpenBeama, no pa naj tudi tako imenim, da je uporabnik ArchiCAD-a. Potem drug govornik je bil tam po kosilu, je bil Daniel, to ne znam izgovoriti, Hurtubise, ne vem. En gospod, ki je mislim, da sicer Američan ali Kanačan, dela pa zelo veliko z Evropo, predvsem z arhitektom Renzo Piano, italijanskim arhitektom, in je kazal, imel je predavanje oziroma predstavitev
real world BIM, se pravi BIM v realnem svetu, pri realnih projektih in je kazal tudi zelo dobre stvari. Pa je pač sam tretjega omenil, preden bom pa malo pokomentiral. No. Je bil pa en gospod Andres Garcia Damianov, ki je pogovoril o tem, kaj je sploh digitalizacija, je to revolucija ali je to evolucija nečesa, kar je bilo. No, ta zadnji gospod je bil en res dober. No. To je bil en Španc, mislim, da je rekel, da je rojen bil v Boliviji, pa živel v Nemčiji, pa ne vem kaj vse, ker je očitno že imel take starše. In njegova poanta celega predavanja je bila pa v tem, da je že leta 2006 ali 2010 tam nekje začel govoriti o BIM-u in to tako v zelo visokih krogih gradbene industrije v Španiji. No in bom povedal pač primer, ki ga je on povedal. Je rekel, da ko je bil star, mislim, da 8 let, so bili starši na poti med Francijo pa Španijo in je bil na nekem počivališču in je šel na stranišče sam. In je šel na stranišče, lepo upravo, kar je mogel, on je rekel, da je dobro upravo. In potem je prišel ven in je videl 3 gospe, ko so ga gledale. Ne? In je gotovo, da je v ženskem stranišču. In je rekel, da se je počutil pač, da je sicer naredil vse prav, ne? Kot 8-letnik je pač šel upravo v tisto potrebo, vse je prav naredil, ampak je bil na napačnem mestu v napačnem času. Ne? No in potem čez ne vem koliko, 20 let je imel pa predstavitev BIM-a v krogu, tako kot bi rekel zdaj po Sloveniji, gospodarske zbornice, pa inženirske zbornice, pa kakorkoli. In je imel predstavitev v BIM-u in je rekel, da ko je končal, je imel čisto isti občutek. Zato, ker je naredil vse prav, naredil najboljš, kar je lahko, res je verjel v to, ampak bil tam na napačnem kraju, na napačnem mestu, ker ga ni nihče razumel. No in potem je vso zgodbo napletel okrog tega, in je pač rekel, da ni čuden, da BIM, pač, da tehnologija je tu, da vse imamo tu, ampak zelo počasi napreduje, ampak to zaradi tega, ker nihče nima interesa, da bi se BIM uveljavil. Zato, ker gradbene firme, predvsem v Evropi, delajo dobičke izključno zaradi tega, ker ni transparentnosti. Ne? In da v bistvu uvajanje transparentnosti v nek gradben proces je to, kar ne želijo. No, in jaz res sem se zapomnil to poanto, ker dejansko, če pogledam s slovenskega stališča, je to zelo dolgo veljavno. Mislim, da smo to svam, mislim, da enkrat že dosti na začetku podcasta nekako tako malo teoretizirala ravno na to temo. In sva nekaj o tem govorila. Tako da lepo, da še kdo drug tako misli. Ja, mora nekdo iz tujine prijeti nam to povedati, mi začnemo na tak način razmišljati. No, ampak je bilo res vedno. On je tudi rekel, da v bistvu vsa podjetja iščejo dobičke tam, kjer še ni vse znano. Ne? In pač dejansko resno. Tisto drugo, ko je pa predstavil realne projekte, pa predstavil zelo veliko projektov iz Francije, pa nekaj tudi iz Italije in tega dejansko delajo res zelo, zelo komplicirane, kompleksne stvari, ki si jih ne bi mogli pač brez BIM-a bi si zelo težko predstavljati. No, čeprav je bilo pa v naslednjih dosti primerov, kako, kaj, kje, zakaj in podobno. Ne. Ampak zanimivo mi je, da so istega človeka potem na Build konferenci vprašali, ok, kako ste pa vi oddali projekt? Ne? In rekel, ja, na papirju. Ja, kaj pa pa, mislim. Tako da. Yeah. Ne vem, zelo vredno. No. Vmes so pa potekale delavnice, lahko so se odločili, študenti, kam bo šli. Jaz bi samo omenil, katere so potekale. Zdaj, ena je bila okrog point cloudov, se pravi teh oblakov točk, kako iz teh točk dobiš 3D model, oziroma model 3D, če bi po slovensko govoril. In kar je zanimivo je to, da sta ta dva predavatelja, Connorja že poznava, to je en irski kolega, ki živi v Ljubljani, seveda zaradi punce. In potem je še bil en drug Američan, Kelly Cohn, ki sem pa izvedel na Buildu, da je v bistvu predstavnik enega podjetja, ki dela software, ki pretvarja te oblake točk v BIM objekte. No, in ona dva sta imela pač delavnico in kar sta naredila to, da sta šla pa sta žale posnela. Tisti portal na žalah glavni in so potem tisti portal pretvarjali v BIM, kar mi je bilo kar kulno. Sicer jim ga ni uspelo, ampak
zelo velik stopa. Potem je bil nekaj o computational designu, to so govorili predvsem o Dynamu, kako je z njim. Pa potem je bil clash detection v BIM-u, tudi to so predstavljali. Bilo je en cel track oziroma ena cela delavnica je bila okrog teh BIM execution planov, ga je imela ena gospa iz Italije. Zakaj, kako, kje, ali so pomembni ali niso. Potem en je bil o OpenBeamu, ki ga je imel ta govornik Nathan Hildebrand, pa še en je bil pa nek multiplatform workflows. Tam so pa v bistvu morali zastaviti, neki problem so imeli, pa so morali pač se odločiti, kako bi ga rešili, nekaj takega. No. Zdaj, kaj bi jaz rekel, dogodek je bil zelo lepo organiziran, študentov je bilo veliko, mislim, da je bilo 71 udeležencev, ali 73, ne vem, od tega je bilo 61 študentov. Kar me zelo veseli, je to, da je bilo zelo veliko študentov iz naše fakultete. Kar me zelo žalosti, je to, da je bil, mislim, da en iz strojne, pa en ali dva iz arhitekture. To je bilo malo tako. No. Je bilo pa zelo veliko tujih študentov, ker so jih pripeljali tudi iz tega združenja Autodesk Academy. No, to je bilo moje naslednje vprašanje, v bistvu, koliko dejansko študentov je sploh bilo. Ampak 70 je lepa številka, no? Ne, okoli 60 je bilo, 70 je bilo še pa zgovorci, okay. pa recimo jaz sem bil tam. Okay. Ampak glih 6 trekov, v bistvu, tako da se je dal tudi najbrž tam, tudi kaj konkretnega narediti, ne? Ja, so naredili. Mislim, kot sem govoril potem s študenti, tudi po zaključku so bili vsi zelo zadovoljni. Da so se odrežili, ker so bili tudi en drugačen pristop na drugo perspektivo, so dobili, tako da super, no. Čeprav sem bil najprej skeptičen do tega dogodka, ampak na koncu je res zelo dobro izpada. Fino. Super. To je bilo kaj, enodnevna zadeva, ne? Ja, to je bila enodnevna zadeva od jutra do večera, zaključi se tam okrog 7. Mislim, če zdaj malo to kakšno idejo navrževa, v bistvu nekaj tazga kot, bimatlon, to sicer ni, ne? Ampak lahko pa bi tudi nekaj tazga bilo, ne? Lahko bi bilo nekaj taga in tudi na tem Build Academy je bilo najprej mišljen, da bojo primerjali izdelke med sabo in bo neka tekmovanje in bo na koncu glavni, ne vem kaj je bila nagrada, udeležba na konferenci, ne vem kaj. Ampak so si pa premislili, da dejansko tega se res ni dalo primerjati, no? Ker to so pa čisto različne stvari. In potem ni bilo tega tekmovanja, kar se meni dejansko zdi super, no? Da ga ni bilo. Ja, bi pa še omenil, kak je bil slogan tega dogodka, to je bil BIM is not fake news. Ja, precej dobro, ali pa kaže nek datumsko, kdaj je bila ta zadeva zastavljena, ne? Točno to, pa v bistvu so smerokazi narejeni iz nekih narobe obrnjenih rib. Kar so potem na konferenci rekli, ja, da to je tako, ko daš mladim delati marketing. Ne vem sicer, kaj imajo ribe, pa fake news z BIM-om, ampak očitno že kaj. Dobre. No, to. V redu, super. Naši študenti so imeli edinstveno priložnost, da so se tega odeležili. Ker je bila pa, ja, še to bi povedal, da je bila to prvi Build Academy Summit. Prvič so ga organizirali in so bili kar zadovoljni, tako da bojo očitno nadaljevali tudi naprej. Naslednje leto. No, super je v bistvu, no, skratka, lepa priložnost, ki se je nekateri lepo izkoristila. Ja. Naslednje leto bo pa Build konferenca in vse spremljanje dejavnost, ta Build Europe, bo pa naslednje leto v Edinburghu. Mislim, to Škotska. Ja. No, tako da bo pa malo dlje, ne. Je pa tako, no, te konference, jaz se najprej Builda nisem nameraval udeležiti, ker je bila kotizacija absolutno previsoka. Jaz še nisem osebno bil na konferenci, ki bi imela tako drago kotizacijo, pa imam za sabo že več 10 dogodkov, no, bomo tako rekli. In 1770 € je bilo za Slovenijo enostavno preveč, ne? Zato so potem, ne vem koliko časa pred dogodkom, mislim, manj kot mesec dni prej, so pa znižali kotizacijo za slovenske udeležence
in smo v Slovenci imeli 50% popust, da smo plačali pol. To je še vedno zelo visoka kotizacija, da ne bo kdo mislil, da ne. To je zelo visoka kotizacija. Ja, realno tele znanstvene konference so tam reda velikosti 500, 600. Maksimum tam 500, 600. Za 3-dnevni dogodek to je bilo pač še vedno 900, skoraj 900 evrov. Ampak se rekel, neč grem pogledati, če so že ravno v Ljubljani, ker potem saj stroškov poti, pa tega nimaš. Ne? In moram reči, da mi ni žal. Bom pa povedal tudi zakaj, ker je bila to, mislim, da kar najboljša organizirana konferenca, kar sem se kdajkoli udeležil. Pa to zdaj govorim brez programa pa tega, ampak samo kar se organizacije tiče. Mislim, da je bila to edina konferenca, ki v 3 dneh ni imela niti minute zamude. Kar je pa že sam po sebi nekaj posebnega. Kaj praviš? Ne, mislim, to se vidi, da profesionalci delajo, ne? Da to ni tako, kot so običajno te znanstvene konference dela, kjer v bistvu, ne vem, si nekdo zmislil konferenco, bom organiziral konferenco, sicer je morda profesor na eni univerzi, pa zraven ima še svoje asistente, pa doktorske študente in vse to upreže v organizacijo, ne? Ampak to ni v bistvu nek garant, da bo konferenca uspešno organizirana. Ne da bo uspešna v smislu programa, te običajno so, pač ta del je pokrit običajno, ampak sama organizacija pa običajno je zelo tako šepa, recimo temu, ne? Ja, akademska. Ja, akademska, vse je akademskih 15 minut, pa pol je že na pol ure, ne? Tako, ne? No, in kar bi še rekel je to, ne, da tu je bila večina, če ne kar vsi predavati, ne, vsi niso bili, ampak večina jih je bila, no. Večina teh, ki so predstavljali svoje prispevke ali pa to, kar počnejo, je bila iz industrije. Ne. In to pomeni, da kot prvo so bolj natempirani na uro, ne, ker pač sestanek vsi imajo najraje, da traja čim manj. Ne. To je bila ena stvar. Druga stvar je bila, da so bili, vsak je imel 75 minut, kar je v bistvu zelo velik. In se je postokrat zgodilo, da niti niso porabili vseh 75 minut, ker govoriti 75 minut, ne, čak to zdaj preveč govorim. Bom preveril, koliko je bilo. 75 se mi zdi, da je ful veliko, ko govorim. V bistvu je, od 5 ja, 75 minut, ja. Gledam 6 pa 15. Ja, vsak je imel 75 minut, ja. In nekateri pač tudi niso vsega porabili, ampak eni so pa dejansko imeli več za govoriti, ampak kaj so organizatorji imeli, vsak je imel pred sabo na pultu uro, ki mu je začela zvoniti. Najprej mu je zvonila po 1 uri, potem po 70 minutah, po 75, pa sploh ni več ugasnila. In so vsi nehali, res, vsak je slišal tisto uro, v bistvu vsak je vsaj tisti 5 minut prej končal, in da se pa lahko še kaj vprašal pa to. In res, nikoli še nisem tega videl. Pa recimo, kar se organizacije tiče, imel si ta conference app, kar ni nič novega, to ima zdaj zelo veliko konferenc, ampak kar je bilo pa prvič, je bilo pa to, da vsak je dobil za svojo akreditacijo, je dobil tudi svoj personal program, ne, se pravi svoj osebni program, ki si izbiral, pač to je bilo, ne vem, 800 častnih predavanj, in so te na vhodu v dvorano so te poklikali. Ne? Da si tam, ne? Da si tam, in potem, ko so te poklikali, se ti je tvoj osebni program spremenil, če si šel kam drugam. In res super organiziran. Edino, kar bi jaz mogoče naredil, je bilo to, da je bilo po vsakem predavanju je bilo pol ure pauze, ne? In te pol ure je bilo včasih malo premalo. Zakaj je bilo pa premalo? Zaradi tega, ker so bili na gospodarskem razstavišču in so bile vse te umestne kavice, pa pijača, pa to, je bilo tam čez dvorišče si mogel iti peš, no. Aha, v tistem paviljonu tam. Tako, v paviljonu, no, ker očitno je bilo tu premalo prostora za razstavljalce, kakorkoli. In potem je so to premikanje sem, pa tja, pa to je traja že samo po sebi 15 minut, ne. In potem je včasih malo časa zmanjkalo, no. Ampak to niti ni graja, to je mogoče en prostor za izboljšavo. Drugače pa res odlično organizirana konferenca. Da ne začneš pri cateringu in pri zabavah in tako naprej. To na koncu sledi presenečenje, ne? Ja, no jaz moram reči, da jaz se uradne večerje nisem udeležil. Kolegi, ki sem jih tam srečal, so
mi sporočili, da mi je lahko žal, ker me edinega ni bilo, tako da upam, da ste uživali tisti, ki poslušate. Sem pa jaz pa v tistem času veselo ždel na avtocesti v zastoju, tako da sem tudi sam bil mal. Si musko navil pa bilo, ne? Ja, sem bil mal slabo volje. Ampak res dobro organizirane konference. Če bi to vedel, bi jo bolj priporočal že prej, ampak pač nisem vedel. 10 šansa bo pa v Edinburghu, verjetno v Slovenijo ne pride več. Ne? Ja, pa problem je, da vse najprej treba do tja prideti, pa še kotizacija. Pa še kotizacija enormna. Najbrž polna. Ja. No, ampak zdaj pa, kaj pa za to kotizacijo dobiš, ne? Poleg organizacije, pa poleg res odlične hrane, dobiš en kup enih zelo dobrih predavanj, en kup zelo dobrih predstavitev. Pri tem bi pa nekaj poudaril, ne, da si moral imeti malo srečo, kaj si izbiral. Jaz recimo sem bil tam vse 3 dni in nisem nič prešel, sem bil na vseh predavanjih, kamor sem lahko šel. In recimo v četrtek so bila 4 predavanja poleg teh plenarnih, ki so bila za vse, in sem imel totalno nesrečo, ker so bila 3 bolj kot ne za nič, ali pa me ni zanimalo, ena je bilo pa dobro. Ne? In sem bil potem po prvem delu čisto tako, ko jaz to delam. Ne? No, ampak potem drug, pa 3 dan sta bila pa super, ne? Je bilo pa ravno obratno, sem pa recimo 3 dobre, pa 1 slaba, ne? Ampak je tako. Tako da je bilo malo sreče si moral imeti. No? Ena so bila tudi taka, da je bil naslov zavajajoč, ampak poleg naslova sem imel tudi sinopsis, pa tudi tiste je bilo zavajajoče, tako da ne vem, no, malo sreče v tremi. Zdaj, če se strinjaš, jaz ne bi šel po vseh teh predavanjih, ker tega bo res ogromno. Če koga zanima, bo v zapiskih našel povezavo, pa si lahko pogleda vsa ta predavanja, pa v bistvu, če klikne na vsako posamezno, bo tudi izvleček videl, ne. Ampak mogoče res ne bi čez vse, jaz bi samo omenil, na katerih sem bil, pa če se mi zdi, kje je zanimivega, no, bi malo poudaril drugače. Ne, v bistvu se mi prav, mislim, tole zdaj gledam v tem programu in sem pač na enega kliknil, dejansko si tudi v programu dobil nekako oceno, ali je vendor specific, ali je za kakšen nivo je primeren. Ja. Ampak to je bilo včasih malo zavajajoče. Ja, no, sej, verjamem, ja. Ja, je bilo možno kako oceniti predavanja sama na koncu? Seveda, vsako predavanje si prek aplikacije ocenil in to in stališča govornika in stališča materialov, ki si jih dobil. Gre pa za to, da je večina teh, ki so bili udeleženi pa predstavljali, je povabljenih vsako leto, ne? In potem povabijo pač najboljše zmerje, ne? Najboljše, tiste slabe pa ne več, ne? Kar je malo logično, glede na to, da je tako draga kotizacija, da pač izbirajo kvaliteto. Ne? Ok, tako narediva tako, kot si predlagal, v bistvu ne po vseh, ampak v bistvu mogoče predvsem to, da poslušalcem podaš v bistvu v globalu, komu je namenjeno, oziroma kaj se je sploh tam dogaja, no? Ampak si že povedal, da je bilo pač večina teh predavateljev iz industrije, pa se, mislim, da je že delno odgovorjena tudi na to vprašanje. Ne? Pač konferenca se je začela z temi uvodnimi govori, to se pač vsaka konferenca začne in potem so sponzorji predstavljali pač neke svoje stvari, ampak moram reči, da mislim, ni bilo pretirano, je bilo čisto znosno, no? Ker ene te sponzorske predstavitve so res grozne, ne? Da bi kar ušel. Tu pa ne, tu so pa vse tako na nivoju, ni bilo nič posebno, tako, no. No, pa potem je bilo pa eno predavanje, ko je vsem, pač jih je pač čisto sezul, ne. In to je pa en od sponzorjev je povabil govorca, to spet nam znal izgovoriti, en profesor, doktor Biuloto, ne vem, mislim, da je nek iz Velike Britanije, ki nima veze z gradbeništvom, pa nima veze z BIM-om, ampak je govoril, je psiholog, mislim, da se ukvarja z možgani, in je govoril o tem, da v bistvu vse to, kar mi vidimo, to je samo iluzija. Ne? In njegova poanta je bila, da to, kar mi vidimo, je projekcija nečesa od prej. Ne? In potem je kazal en kup primerov, da to, kar vidimo, to sploh ni tako, ko izgledamo, pa da vsak drugače vidi, pa tako naprej. No? Je pa to stališče, pač hotel povedati stališče gradbeništva. Ne? Da če mi to razumemo, potem lahko tudi druge razumemo, ki z nami sodelujejo, potem jih lahko, namesto da bi pač prišel do konfliktov, lahko bolj sodelujemo. Ne? Dal bi sam recimo en primer, kaj je bilo
imel je te možganske trike, no, da si v bistvu dva kroga z različnimi barvami gledal in si potem pogledal eno sliko, ki je bila iste barve in se ti je zdelo, da v bistvu ni iste barve, pa take štose. No. Ali pa recimo, kar je bilo fuz, da mi je kazal posnetke. Ne vem, če si videl tiste posnetke na YouTube, ko mački nastaviš kumaro in ko jo vidi, odskoči. A si videl to? Ne. No, če imaš mačka, ti nimaš. Dog person. Ja. No, če imaš mačka in mu tako nastaviš kumaro, da jo ne vidi, no, in potem, ko jo opazi, bo odskočil. Ne, in to zaradi tega, ker je v evoluciji se kač bal. Ne? Mačke so se kač bale. In možgani v tistem delčku sekunde vejo, da ni kača, ampak je podobno kači in vse za vsak slučaj odskoči. No, in tako smo tudi ljudje naravnani. No? Ali pa še en primer je bil ful dober, je pokazal eno tekmo ameriškega nogometa, ker so bile dve ekipi, ker to je bilo pa to, da v bistvu možgani reagirajo na to, kako drugi delujejo. Ne? In je bilo več tisto, imajo kaj ne klinč, ti sprejno, ko žogo nazaj poda podajalcu, one naprej vrže pa to. No? Tu pa že podal žogo podajalcu, oziroma podajalca. Podajalec je pa mrtvo hladno, čist počas šel čez obrambo njihovo. Ne? In to bo sred tekme. Pravi, vsi so tisti ustali, vsi bi se takrat se pa začnejo tam tepst, pa rin, vse, ne. On je pa mrtvo hladno šel, čist počas mimo njih in vsi so ga samo gledali, pa začel pa šprintati, pa je dal kač, da ni tak, ne. Eden je pa sam pogledal, da nekaj ni v redu, pa za njim laufal, ampak vsi ostali so se pa gledali, ne. Kaj se dogaja, ne. Ja, in to je rekel, da se to da čist pojasniti z tem, kaj se dogaja v naših možganjih, ker v bistvu ti reagiraš, no kako drugi reagirajo na tebe, ne. Tisti, ki imamo otroke, tudi vemo, da če se na otroke dereš, se otroci nazaj derejo. Ne? Če pa pač mirno poveš, so tudi oni bolj mirni. No, in pač to je bila taka poanta. Mislim, to je bilo eno najboljših takih predavanj, pa to vse veš, tiste inspirativna predavanja. Ja, ampak v bistvu moram reči, da so mi takšno najbolj všečne. V bistvu to, kad ti v bistvu odpre možgane za neke nove stvari, o katerih sicer sploh ne razmišljaš. In je, mislim, tako, no. Meni so taka najbolj všečna. Ja, ta so bila res dobra, ker imel ful veliko praktičnih primerov, res ful veliko. Pa kazal, kar je zanimivo za gradbenike, je kazal, veš, en gif, no, en filmček, ko se v bistvu eno telo rotira. Ne. Potem je povedal način, kako narediti, se bo telo začelo v kontrasmer rotirati. Ne. Ampak je rekel, da to nič ni spremenil, sam možgani so začeli pač v drugo smer gledati. Ne? To je bila tista parta, think differently. Ne? A veš, ampak rekel, no, da vam pa še tretjo stvar povem, to telo se sploh ne rotira. To se samo slikice menjujejo. Ne? A veš, ali pa veš, kaj je tudi fora? Ena fora je bila, je zvoke spuščal. Ne? In je spustil zvok in je rekel, ok, zdaj pa tole slišite, tole boste slišali, pa je spustil zvok in si to slišal. Je rekel, no, zato pa to slišal. In spustil zvok in si tisto drugo stvar slišal. Rekel, no, lahko mi verjamete, da to bil isti zvok. A veš, to je ista fora kot prej, ne? Pač pričakuješ nekaj. No, in isto pa naredil z enim drugim zvokom, pa rekel, se to slišal, sem mi rekel, ja, je rekel, no, tega definitivno noter ni. Rekel, zdaj bom pa to v pravo smer zavrtel, je bil pa ena od Queenov pesem. Aha, ja, razumem, ja. Tako, no, tako res dobro predavanje. Zdaj že govorim 5 minut o njem, ampak pol veste, da je bilo vredno, ne? Tudi tako smo se pogovarjali z ostalimi, je tudi vsem je to ostalo spominom. Je pa drugače tam človek, ko ima zdaj 2 startupa, ki se večinoma ukvarjata z augmented reality. No, potem so se pa začela ti sessioni, no, in pa odvisno pač kam si šel. Jaz zdaj ne bom vse, kam sem šel. Jaz sem imel pač tukaj ful nesrečo. To je prvo predavanje moje bilo tako, da sta bila 2 mlada, en je bil menedžer iz Avstralije, pa iz iste firme bil menedžerka, v bistvu Francozinja, ki dela v Angliji, in pa sta pretiravala o tem, da bi pač bila drugačna kot drugi, in lege kocke smo ga sestavljati, pa ne vem kaj vse. Pa zelo veliko sta imela teh anket, veš, ki imaš te spletne servise, da pač odgovarjaš prek telefona. In je bilo tega pač preveč. In sploh ne vem, kaj je bila poanta tega predavanja v bistvu, tako da niti ne bom imenoval, kdo je to bil. Pol so bila naprej, jaz sem pa imel da sem šel na eno predavanje, kako povežeš pač 3D za 4D pa 5D, malo teorije pa študij primerov. Zelo zanimivo, kako delajo v Avstraliji. Je bil pa en gospod, ki je v bistvu pol zaposlen na eni univerzi, pa drugače v industriji,
pa predstavo pač, kaj počnejo, pa to res zanimive stvari. No. Je pa mi tudi zanimivo, da je bil to en starejši gospod, pa se s tem ukvarja, pa rekel, da mlajši kolegi pa niso tako navdušeni. No. Tako zmeri, verjetno. No. Ja, verjamem. Potem, kaj je bilo potem? Potem sem šel pa na to, kako iz GIS-ov dobiš podatke v BIM preko Dynama. Eno predavanje, ko je zelo veliko obeta, ampak to je pa toliko telovadbe, da... Ni vreden. A to, mislim, kaj, ta telovadba okoli Dynama, v bistvu, da je to čez Dynama naredilo, ali je bilo lažje poklikati? Ma vse živo, mislim, to je k čaru. Pa potem on je hotel pokazati to z podatki Slovenije, ne? To, kar ima naš GURS, pa vse to, kar je na voljo, ampak itak ni mogel. Ne? Ampak on je potem tudi to zato, ker imamo mi to preveč zaprto, ampak v bistvu ni znal. No? Tam bo treba dobiti neke autentikacijske, ne vem kaj, in to v Dynamo on ni znal. In potem sem naslednji dneh ugotovil, da zaradi tega, ker to Dynamo niti ne podpira, da bi mogel v Pythonu narediti, pa pač tako. No. Mislim, se zelo potrudil, imel je zelo veliko narejen, ker on je bil Nizozemec. Za Nizozemsko je imel vse narejen, je pač samo lokacijo vnesel in je dobil noter vse, zemljevide, vse, kar pač lahko na Nizozemskem dobiš, kar je super, ne? Ampak po mojem je on to par let razvil, pa to ni aplikativno na vsako državo. No? Ja, oni imajo recimo tam noter tudi podatke, dobiš kar lepo ven prek enega spletnega API-ja, dobiš podatke noter, ne vem, za koliko so se hiše tam okrog prodajale, pa take, ne. To pri nas pač ni tak. Ne vem, ko gre sicer to pri njih po GDPR-ju skozi, ampak ok. Mogoče so bolj fleksibilni okoli tega, veš. To mi vse čisto zlato vzamemo. To je najverjetneje res, ampak ne vem. No, pa sem šel pa še na eno, je bil pa nekaj o izmenjavi podatkov z Arhicadom, no to je bil pa tisti gospod, o katerem sem govorila že v prejšnjem dan, je tisti David Delgado Vendrell. Aha, ok. To predavanje mi pa ni... Zanimivo, to, ko sem že zadnjič ugotovila, da pri tebi ni prišel do tistega dela, ki ga obvlada, oziroma ki mu leži. Tako, ali pa se ni sprostil, ne vem. Ja, se pravi, ta DDV ni dobro sedel. Ampak moraš pa reči, da ima dobro ime, ne? Ampak to pride iz njegovega imena, ne? Ja, seveda. Pa sej, verjetno ni to izbral zaradi tega, ker je vedel, da bo enkrat v Sloveniji na konferenci. Da je prišne. Ja, no. V redu, no in to je bil konec potem četrtkovega dela. Potem je bil se pa petek začel, je pa spet pač neki, kar se tiče sponzorjev, pa to, no. Potem so pa začeli govoriti o, kar je bilo malo zanimivo, o blockchainu. Je bil pa en gospod, ko dela v Veliki Britaniji za nekaj, ko imajo oni, ne vem, Future, ne vem, neki, prav eno organizacijo imajo, ki gleda za 15 let naprej, kaj bojo trendi v industriji. No in to je bil en gospod od tam. In je pa v bistvu najboljši od vse, kar sem jaz slišal, razložil blockchain na najbolj človeški način, ampak je pa čist preveč optimistično govoril o njem, no. Bomo tako rekli. Ampak se pravi, zanimivo je bilo zaslišati. Kot blockchain, kot aplikacija, v bistvu kot v gradbeništvo. Kaj za podpisovanje, pošiljanje, sledenje, Nima še tako razdelan točno, zakaj bi se upravljal, ampak je pa velik potencial, mislim. Vse veš, kak so ti buzzwordi v Te potencijali mi grejo važne živce, v bistvu, ko se nek potencijal. No, ampak što se bolj o tem, zdaj so začeli res govoriti o tem, kar se mi zdi, da je bistveno, no, o zaupanju. In da blockchain bi naj uvedel zaupanje v tiste konzorcije, ker tega zaupanja ni. Ampak je bila pa itak že debata, da to ni zaupanje, ampak to je transparentnost. In potem so spet pri tem, da transparentnost pa v bistvu ni dobra, pa se veš, pač. No. V glavnem, se pravim, zanimiv, res lepo je predstavil blockchain. No, potem naslednje predavanje je bilo pa meni eno najboljših tu, no, pa sicer ni imel direktne veze z BIM-om, ampak eni ljudje iz, se zdaj le vidim, Perkins and Will,
To je eno zelo, zelo veliko gradbeno podjetje. Ameriško, pa v Londonu imajo pisarne, pa ne vem, kje vseeno. No, oni imajo 15,000 zaposlenih in so pred 10 leti, mislim, da šli iz delovnih postaj na delovne postaje, ki jim oni rečejo Cloud Station, se pravi Cloud Station namesto Workstation. Kar pomeni, da namesto, da bi vsakmu zaposlenemu kupil nek zmogljiv računalnik, na katerem bi lahko Revit, pa ne vem, kaj vse poganjal, so to prenesli na strežnike, ampak ne tako, kot se danes dela, da imaš ti neke močne strežnike, na katerih poganja vsak svojo virtualno mašino, ne? Ampak oni naredijo na strežniku eno mašino, v katero se potem ostali logirajo. Ne? In na ta način dosežejo, da si vsi izmenjujejo med sabo RAM, pa procesor, pa vse in ni treba nič dinamično dodeljevati naprej. Ne? Se pravi, če nekdo gre gor, pa ne vem, poganja v Revitu, mislim, ima model, ki ima noter 4 stene, bo pač računalnik dodelil toliko rama, kolikor ga rabi, ne? Nekdo drug dela pa nek render, mu ga pa več dodeli. Ne? In je kazal, recimo, bom dal en primer, no? Tisti, ki poganjate Revit, veste, da že to odpreti model na enem laptopu je to kar malo hudo. No? Nekateri imajo zdaj te res zmogljive gaming računalnike, zato da te modele vrtijo. On je pa v kleti gospodarskega razstavišča, kjer mu ni delal internet, ker je pač bilo preveč ljudi gor, je naredil, pa ste Američan, v Sloveniji je naredil s telefonom hotspot in se je z navadnim Lenovo računalnikom 14-inčnim nič od nič, tak za 400 €, povezal na hotspot, se je povezal na računalnik v Ameriki in je vrtel Revit model gor. Halo? A si predstaviš? V bistvu ne. Ja, no sej, to je pač tak znanstvena fantastika. Ne? In je rekel, da v bistvu rabi 128 kilobajtov povezavo in lahko dela čisto vse brez zatikanja. Nobenega lega in nič. In na drugi strani imajo pa pač neke več procesorske strežnike, nič kaj posebnega. No? Tak, mislim, da imajo 160 giga rama, pomenu je, da imajo vsi ti strežniki imajo noter Nvidia Quadro grafične kartice, zato ker podpirajo OpenGL gonilnike, da pa to dela prek remote desktopa. No? Okay. Pa SSD imajo noter pa to. No? In potem imajo tako narejen, zdaj imajo itak cel sistem, ker so vse pisarne, vseh tistih 15,000 zaposlenih so zdaj prenesli na ta način dela. In v bistvu vsak strežnik ima gor maksimalno 18 uporabnikov se lahko prijavi, s tem, da je gor pustijo samo 12. Ne? In to pa zaradi tega, ker če jim en odpove, jih potem ostalih 6 prerasporedijo, tako veš, na ostale, ne? Ja, da potem on ga popravijo. In so rekli, da to tako dobro funkcionira, da zdaj, ko pridejo zaposleni k njim, imajo možnost samo med 2 prenosnikoma izbirati. In to karkoli počnejo, če renderje delajo, karkoli počnejo, zato ker un prenosnik je samo terminal do serverja, ne? In vse ostalo se na serverju izvaja. Kar je bilo zanimivo pa to, no, da imajo na svojih prenosnikih imajo poleg Windowsa nameščen samo Office še. Office imajo pa na svojih računalnikih, pa sem ga pa zakaj, ne, če prej razlagal vse te prednosti, da sam en računalnik zdržujejo pa to, no. Je pa rekel, da zaradi tega vse, da pustijo drugim, ko pa dansko rabijo RAM pa procesor, da je ne obremenjujejo tistih računalnikov s tem, ne. In to mi je bilo pa tak tisto, ko si pomisliš, pa zakaj se to ni noben drug spomnil? No? Ja, v bistvu, se veš, kako smo se tle na faksu pogovarjali, pa za učilnice, pa bi naredili virtualne mašine, pa ni da ni, ne. Ampak konc vidiš, da obstaja tudi ena čist druga pot, ne. Ja, no, sej... No, mislim, je pa tako, ne. Tiste mašine, ki mi dva sicer rečeva, da niso neki, ne, ampak najbrž tudi ta najcenejši, ne vem, Xeon procesor tudi ne bo poganjal 8 ali pa, ne vem, 10 ljudi, ki bojo renderirali kaj gor. Ne, sej pa je tako pomeni, da za renderiranje imajo zdaj namenske strežnike in tam gor se lahko samo eden prijavi. Okay. Zato, ker so v bistvu ugotovili tisti, ki so renderirali na istih serverjih, potem drugi niso mogli nič početi. Ja, ker tisti pač porabi vse, kar ima, ne. Ampak ja, da so totalno zadovoljni in da imajo ljudje, je rekel, da je pač eno pisarno, ne vem, kad se nekaj zgodilo, so prenavljali, ne vem kaj vse, in so se ljudje remotely namest v Chicagu, ker so bili v Chicagu, so se povezovali v Seattle in da je to bilo 7 mesecev, ni bilo nobenih problemov. Ne. In da so tudi take stvari, da je en
en človek je šel iz Chicaga na konferenco nekam v Evropo, pa na tem Intercontinental flightu vmes zrenderiral si slike, da jih je tam pokazal. Zato, ker pač ni nič, to gre dejansko vse v smeri v bistvu vse nekih takih bolj odprtih pisarn in v bistvu pisarn, kjer nima vsak zaposlen dejansko svoje mize. Dejansko si pač mobilen konstantno. Pač postavaš, kjer ti danes paše, ali si to v ta bližnjem kafiču ali pa v bistvu nekje za svojo mizo, ne. Tako da ja. No, ampak sej, oni so rekli, da so dejansko potem preverjali tudi stroškovno, ne, ker itak morajo vse vrednoti stroškovno, in da so ugotovili, da jih prije to veliko cenejš, kot jih je prej. Zato, ker če bi kupovali vsem tako zmogljive računalnike, kot bi jih potrebovali, potem bi prišel približno 2x več. So pa rekli, da en tak strežnik, ki lahko servira 18 uporabnikom, je njih stal okrog $15,000. Okay. Zdaj pa, če 18 računalnikov veš, da mora biti vsaj po €1000, da je nekaj približno spodobnega, pa že tako viš, da si čez. Sigurno. Tako da, ne vem, jaz sem bil res navdušen nad to idejo. No, da gremo naprej, da imamo predloga. Potem sem šel celo na en laboratorij, tam, kjer so dejansko jih učili, in sicer je bil Python v Revitu. Ampak sem nažalost zdaj napačen, ker sem šel na čist ko so se začeli učiti Python in nisem niti prišel do tega, da bi bil v Revitu. Tem Revit pokazal, sem potem prebral, izvlečke pa to, in tudi s tem gospodom sem govoril že prej, zato sem sploh šel na to predavanje, prej sem bil nekaj druga prijavljen. Pa nisem dobil računalnika, to je bilo to. Ampak ja, je ful zanimivo, da pač povem, če me štos. Namesto da bi delal v Revitu, v Dynamo, dejansko napišeš Python skripta, ker obstajajo knjižnice potem, s katerimi delaš z elementi v Revitu. No in potem, kar je pa njihova inovacija, pa ta, da so našli nek GitHub projekt, ker je nekdo naredil eno tako skripto, da v bistvu v tako neko strukturo mape narediš tam pod Revitom in karkoli daš noter, katerokoli skripto daš noter, se ti potem pojavi v Revitu gumb in ko pritisneš tisti gumb, ti to skripto zažene. A veš, da so ful hitri, in da ful hitri delajo, in on recimo se predstavlja kot BIM manager, ampak v pogovoru z njim sem pa gotovo, da vse, kar dela, je to, da hodi okrog pa jim te skripte piše. Kar ni ravno pa BIM manager, ampak ok. To je, se pravim, ful zanimivo. Cool, ampak v bistvu pri vsem tem me tako, preseneča, kako Python si utira pot v vse te programe. Ne? Od Alplana do Revita zdaj slišam. Tako da je zanimivo. Ne? No, na tej konferenci je bilo govora samo o Pythonu. Praktično samo o Pythonu. Naslednja je bila pa ena slovenska, kamor sem šel, in to je podjetje Eleja, je predstavila njihovo delo na logističnem centru, ki ga gradi Lidl, tam tule v okolici mene, na izvozu Žalec iz avtoceste. In kako so pač BIM tam uporabili, kaj jim je prinesel, pa kaj jim ni prinesel. Zelo zanimivo predavanje, mene zmeri super videti slovenske projekte na teh dogodkih, ker dejansko vidiš, da nič ne zaostajajo za tujimi, ampak res nič ne zaostajajo za tujimi, kar je kar malo presenetljivo, glede na obseg tega, kaj drugi počnejo, pa kaj tu pri nas počnemo. Bi pa to omenil, kar sem si zapomnil iz tega predavanja, in sicer bila sta Martin Lah pa Grega Lajkovič. In je Martin omenil, da ko so delali te koordinacijske modele, pa v teh začetnih fazah so se sami zavestno odločili, da niso komplicirali z ne vem kakimi LOD-ji pa to, ampak da so želeli dobiti samo geometrijo. In potem je kazal, da jim je bilo čisto vseeno, če stebr imajo šel čez ta ležišča ali kakorkoli, ker jih je zanimala geometrija, ki se itak še ful spreminjala. In je tudi omenil, da so bili investitorji najprej to, kaj, ne vem, da je ful napak, pa to, ampak pa so ugotovili v bistvu, da itak se skozi spreminja. Ne. Pa še nekaj je potem povedal, to boš pa ti vesel, da so šli iz ta CDE, so uporabljali Viewpoint for Projects in so bili ful zadovoljni.
potem je pa investitor Lidl slovenski dobil enkrat klic iz Nemčije, da kaj se grejo, da imajo zakupljen Conject. In se morajo vse postaviti v Conjectu. Ne, Conject. A se spomniš, kjerega leta smo imeli mi projekt? Se spomnim, ker sem prišel takrat na faks. To je bilo leta 2006. Ja, 2004 do 2007 je bil. Pardon, 2004 sem prišel. 2004 do 2007 je bil Intelligrade projekt. Ja. No, to pa so spomini zdaj že. Ja. No, nisem pa vedel, da je Conject kupil Oracle. A to pa je, ja. Ja. No. Ja, Oracle je kar nabral enih par takšnih stvari okoli sebe. Ne? Mislim, da so predstavili staj, da jih imajo ene 30. Takšnih produktov Oracle, kaj? Ja. Zdaj na zadnje so še tudi ta CD kupil, pa se ne spomnim, neki na A je. No, ja, vse, kar shranjuje, je pod Oracle. Ja, no se zato so jih pa kupil. Ja, sej. No in potem sem šel še pa na ta lab, na ta laboratorij. To sem se ga pa najbolj veselil, ker je obljubil, da bomo naredili BIM ven iz fotografij in to brez fotogrametrije. Se pravi, da ti poslikaš neki, eno dimenzijo rabiš in potem iz tega narediš BIM. No in potem, ko sem pa to videl, kako ne, mi je bilo pa malo žal. Kako si pa? Ja, so vzeli podlago pa začeli? Ne, pa se je dobra ideja, pa to, ampak pač posliko je in potem je v SketchUpu nastavil vsi na tisto sliko, kar je že tako fulno približen. Pa še ful neprimerno sliko je imel, zato ker je imel neko švicarsko tradicionalno hišo, ki ni bilo nič ravno. No in potem si to tako zmodeliral osnovo v SketchUpu, potem si pa prek IFC-ja vozil v Revit, potem si mogel pa itak cel model v Revitu narediti. Tako da, ne vem, no, dobro, v redu, ajde. V redu, ne? Bilo je nekaj novega, ampak je bilo čisto nekaj druga, kar sem jaz pričakoval. No, to je bilo vse, potem za petek. Dan se je zaključil z nečim, kar so oni ponovali Build Friday Fun Fair, se pravi nek sejem in je bilo odlično. Pa sem pri tem, ne pri tem ostane. Jaz bom rekel, da sem bil slabe volje zaradi tega, ampak dobro. Ja, pa Matej že ni bil na konferenci, da boste vedeli. Ja, no to. No, potem pa še sobota, ne? Tako da boste vedeli, poslušalci, da delamo za vas tudi med vikendi. Sem si lepo poslal kakšno fotko na Facebook lepo. Ja, tako da tisti, ki niste še na Facebooku, lahko greste pogledati. No, v soboto je začel tudi najin kolega, je že bil tudi gost na podcastu Peter Dragovič iz IBE, ki je predstavil uporabo BIM-a na hidroelektrarnah. Zelo zanimivo, no? In moram reči, da so zelo veliko naredili v tej smeri, vse probleme uspešno rešujejo, tako da super. Mi je pa tudi zanimivo, da je kazal, kako se rešujejo, ne vem, kako zmodelirati v Revitu neko cev, ki je pač prišla po prostorski krivulji, ne? In je predstavil v bistvu isto rešitev, ko je v tem malo kasneje predstavil nekdo, ki je pa tako pravijo, nek guru Dynama v tem BIM svetu in je predstavil isto rešitev, s tem, da je pač Petrova rešitev bila še malo bolj splošna. Tako da, kot pravim, naša projektivna podjetja zelo malo ali pa nič ne zaostajajo za tujino. No? Če se bo kdaj sprašal, koliko je kaj znanja v Sloveniji. No, takoj za Petrom je imel predavanje ta BIM guru, ki je, mislim, da je nek, kako se to izgovori, Joe Steinberger Olsen, ki je govoril iz Sveko Norveška, eno večjih evropskih podjetij. No, on je pa govoril o kakem računalniškem razmišljanju v infrastrukturnih projektih. No, in je kazal, kako so neka taka pohodniška pot nekje tam v enem mestu na Norveškem je bilo treba zmodelirati in kako je to naredil. In je v bistvu bil zelo podoben problem, kot ga je rešil Peter s tisto cevjo. In se pravi, zelo vredno. To. No, zadnje predavanje, na katerega sem pa šel, je bilo pa naslov je bil Wet Infrastructure Collaborative Workflows. Imela sta ga dva Američana
sta pa kazala, no, kakšne so njihove, kako delajo, pa njihovo delo na panamskem prekopu, tam so bili udeleženi. Se pravi, to so na take razsežnosti, ko si mi sploh ne predstavljamo. No. Zanimivo, no, čeprav eno od teh dveh predavateljev je bil kitajskega porekla in se ga ni prav nič razumel. No. Ampak drugače pa ok. Tako. No, in to je bil potem konc teh sekcijskih predavanj, potem so bili pa zaključki. En od teh, ki pač zaključek konference, je bil tudi Oracle, pa potem je bil pač ta zaključek konference, kjer so malo v zgodovini konference, povedal pa kaj bo naprej. Tako da tu bi povedal, no, ko si prej omenil, kako je ta konferenca sploh nastala. Build včasih ni bil Build, ampak bil RTC Conference in to je pomenil Revit Technology Conference. Nastala je pa iz tega, da so uporabniki Revita v Avstraliji, si misliš v Avstraliji, ustanovili nek spletni forum, kjer so izmenjavali izkušnje in potem je ta forum prerastel v nek trodnevni dogodek, kjer so šli pač tako kot nek team building. Pa to moram podariti, to so bili iz različnih podjetij, ne? Pač neka skupnost je naredila. In so potem šli pač za nek vikend nekaj, so imeli super in pa so z tega konferenca. In to je bila RTC konferenca, potem so pa nekje, ne vem, 20, takdaj, so pa rebrandali v Build, potem je pa nastal še Build Europe, pa Build Asia, pa ne vem, še en kup takih konferenc. No in to je ta zgodba te konference. Ne. So se pa v Build prenovali zaradi tega, ker najprej bilo to samo od Autodeska, potem so pač morali tudi druge povabiti, ker so videli, da sami ne morejo pokriti vsega. Ne. In kar je me zanimivo, tudi Autodeska predstavnik je prišel na oder pa rekel, pač mi ne moramo vsega, ne. Moramo se povezovati. No, mi vsi smo mislili, no, ko bi se le. Pa se na načelni ravni se vsi radi povezujemo, ne? Res je. No, to, no. Bi še povedal to, da na tem dogodku mislim, da nas je bilo 10 Slovencev, mogoče se nekako, mogoče kakšnega premalo, kakšnega preveč. Večinoma z vsemi sem imel priložnost govoriti, imeli smo se v redu, bilo je tudi nekaj Slovencev, ki so v bistvu zaposleni v tujih podjetjih in pa se tudi tu srečali. In mislim, da smo se imeli kar v redu. No, kar je pa meni predvsem všeč, je to, da smo po vsakih teh predavanjih smo se dobili, tam oni na kavi, jaz sicer kave ne pijem, in smo razglabljali o tem, kakva so bila predavanja, če so bila v redu pa ne. In sem to tako zvedel zelo veliko, no, ker se pravim, bilo je 2, 4, 6, 8 sočasnih predavanj in zagotovo si se lahko narobe odločil. Ne. Na tak način sem pa zvedel, zdaj tudi kaj se druge dogaja. Bili smo pa iz Slovenije, smo bili, ne vem, kot sem že omenil, iz IBE, iz LA, potem so bili iz DRI, bili so iz stanovanjskega sklada, potem so bili še, zdaj pa še ne spomnim, kdo je še bil. No, bili so še eni predstavniki softvera, eno podjetje iz Ljubljane, ko vem, da se podjetje reče, ne, da imajo nek plugin za SketchUp, ko sem reče Modular, se opravičujem, ker se zdaj ne spomnim, kako se podjetju reče. Pa tudi Slovenci so v podjetju iConstruct, ki dela pa plugine za Navisworks. Tako da vse te sem srečal. No. Pa bili so tudi eni gosti iz Hrvaške, pa iz Srbije. Tako da je bilo prav fino. No. Lepo, skratka, sliši se zelo navdušen. No? Tako da... Mislim, navdušen. Mislim, v primerjavi s kakšnimi, kdaj, ko prideš s kakšne konference, pa si človek misli, da to je bilo pa res čista zguba časa. Ne? To pa je res, ja. Recimo si misliš, če že vložiš soboto v to, ne, da je potem vsaj vredno, da je vsaj kvalitetno in lahko rečem, da je bilo. No. Ja, no, pozabil sem, omenil sem vse, nisem pomenil Košro Gartner, jer ne se upravičujem. Ja, neč. Kaj ne rečemo? V bistvu, mislim, da so tole kar, mislim, da si, ne? Jaz sem bolj imel poslušalc tega, da si zelo dobro povzel, pa da so poslušalci dobili približno vtis, kako je vse skupaj izgledalo. Ja, se pravim, jaz odkrito lahko to konferenco priporočam, je pa res, da ne vem pa, če je vredna tiste polne kotizacije, no. Za nas, Slovence, najverjetneje ne. Pa to bi jaz rekel, da je praktično za katerakoli. Da če je bila
1500 navzgor ali pa karkoli nad 1000, bi moral pa res neko izjemno dodano vrednost dobiti, da bi to lahko upravičil. Ja, no, recimo, da je tako. No. Pa morda je za podjetje drugače. Ne? Vseeno, ker verjamem, da skozi takšne dogodke dobiš lahko, priješ do nekih kontaktov, do katerih sicer bi zelo težko. Ne? In je to bolj investicija v svoj posel, kot pa strošek prikažeš. Ne? To je pa zagotovo. Pa zdi se mi, da vsaj ti iz Slovenije, ki so se udeležili, če nič druga, so dobili potrditev, da so na pravi poti, pa da ne zaostajajo kaj dosti za tujino. No? To so pa zagotovo dobili. Je nič odlično. Robi, mislim, da smo že tako prekoračili vse časovne okvire, tako da najbolj, da s tem zaključiva. Danes se bo držala, ne boš tudi priporočil, Robi, razen če imaš ti kaj posebnega. Ne, priporočam BIM pogovore. Ja, odlično. Bi pa vsekakor pozvala tudi ostale udeležence Bilta, te, ki so bili v Sloveniji, morda lahko kakšno stvar napišejo. Nama povejo, kako so pa oni občutili to konferenco, tako da bi vam morda malo širšo sliko tega. Tako da vse ostale poslušalce pa vsekakor vaba, da se oglasijo, pišejo na Facebook, YouTube, vsekakor se morate naročiti na kakšnega izmed teh kanalov. Naslednji teden imaš Robi spet, si nekje zaseden, ne? Ja, naslednji teden grem pa na kongres v Portorož, ki bo tudi govoril o digitalizaciji gradbene industrije in bo spet govor o BIM-u. Jaz verjamem, da bo zanimiv. No, super. Do takrat pa Robi, adijo in poslušalci, slišimo se v bistvu 5-6 teden dni. Tako je. Adijo.